Ljudska glasbena dediščina širše Primorske mi je pri srcu že od nekdaj. Morda tudi zato, ker se v meni pretaka dalmatinska kri. Nekoč smo Stringsi Vlada Batiste veliko koncertirali po Primorskem in takrat smo marsikakšno istrsko tudi odigrali. Zgodilo pa se je tudi, da me je knjiga Julijana Strajnarja, etnomuzikologa, Citira tako navdušila, da sem se odpravil na potep po Reziji. Nekoliko naivno sem pričakoval, da se tam kar za vsakim grmom najde kakšnega titiravca in bunkulavca, se pravi violinista in basista. Seveda v Reziji ni tako, ampak vseeno sem se pa rade volje odzval vabilu skladatelja in dirigenta Ambroža Čopija, da pripravim material slovenskih ljudskih pesmi s Primorske za zbor in jazz kvartet. Za nekatere pesmi sem vedel takoj, da jih bom delal, kljub temu sem pa s pomočjo kolegov iz Glasbeno-narodopisnega inštituta prečesal kar zajetno množico zapisanih besedil in melodij, od Istre, Tržaškega, Goriškega, pa do Benečije in do Rezije. Izbiral sem seveda skladbe, ki so se me na neki način posebej dotaknile, bodisi zaradi besedila, sporočila, liričnosti, hudomušnosti, zaradi lepote melodije, možnosti, ki sem jih videl za njihovo harmonsko obdelavo in tako naprej. Lahko bi rekli, da jih na nek način povezuje večino od njih vsaj ljubezenska tema. Kar se pa tiče glasbene govorice, s katero sem se jih pa lotil, seveda kot jazz glasbenik mi je seveda blizu jazzovski pristop, jazz harmonija in pa deloma tudi glasbe svetov, kjer sem skušal poiskati neko ritmično raznolikost. Tako da bomo našli skladbe v zelo raznolikih stilih, od bossa nove in sambe, recimo moj oče je živahna samba, imamo potem petelinčka, jazz waltz, imamo petosminske skladbe in konec konca se pojavi tudi afrokubanski ritem bembe. Se pravi, ko sem imel material zbran, sem se lotil dela in jasno, takrat se je začela epidemija, kar načeloma ne bi bilo nič narobe, ampak verjetno mi boste verjeli, da je težko delati, če imaš v hiši še 4 šoloobvezne otroke, ki morajo vsi delati naloge, biti na Zoomih in tako dalje. No, ampak vendarle mi je uspelo, naredil sem nekako do konca prejšnjega leta vse aranžmaje, se pravi 7 skladb je narejenih za zbor, od 1 do 8 glasno pravzaprav so razpisani ob spremljavi godalnega kvarteta. Nekaj skladb, 3 skladbe so tudi a cappella, se pravi samo za zbor. K temu sem pa dodal še 3 skladbe, ki jih izvajamo samo z godalnim kvartetom. Pri nekaterih skladbah se nam potem pridruži še tolkalist Blaž Celarec. Kar je res posebnega pri tem projektu, je to, da sem za spremljavo Akademskega pevskega zbora Univerze na Primorskem izbral jazzovski godalni kvartet oziroma godalni kvartet, ki improvizira. V ta kvartet sem pravzaprav povabil odlične glasbenike in kvartet se loči od običajnega godalnega kvarteta, ki igra večinoma seveda klasično napisano glasbo, potem, da so vsi člani nekako
vešči improvizacije v različnih žanrih, od džeza do različnih etno stilov in tako naprej. Seveda vsak od nas ima neke posebnosti, ampak vendarle se vsi nekako najdemo v tem, da improviziramo in tudi v tem, da imamo neko veselje do ritmične glasbe, do groova, da znamo razvijati poleg seveda igranja z lokom in pizzicatom tudi neke druge stile, perkusivne načine igranja in tako naprej. Spet vsak od nas je tu nekaj posebnega in ta ekipa se mi zdi, da je sposobna dati tej glasbi pravzaprav neko novo svežino, neko pristno energijo, ki nas na nek poseben način mogoče povezuje tudi z nekimi ljudskimi tradicijami. Tako da v resnici se mi zdi, da sem v teh aranžmajih skušal izhajati iz teh specifik tega spremljevalnega ansambla in da je v tem pravzaprav ena od posebnosti in odlik tega projekta.